Izmed vseh čudovitih vprašanj, ki ste nam jih poslali v rubriko Glas ljudstva, smo ta teden izbrali dopis povratnice Barbare, ki jo skrbi, da je novo slovensko vojaško letalo premajhno za evakuacijo celotne vlade po volitvah in jo posledično zanima, ali bo del vladajoče garniture ubežal s pomočjo nizkocenovnikov. Barbara, ker v našem uredništvu tako upamo kot verjamemo, da bo naša vlada še dolgo z nami, smo za odgovor na te bogokletne visokoleteče špekulacije poprosili človeka, ki je že s priimkom bliže letalstvu kot mi. Barbari odgovarja gospod Mesec. Barbara, naj najprej povem, da smo mi seveda bili proti nakupu vojaškega letala, ki stane 72 milijonov evrov. Ne samo zato, ker smo itak proti vsemu, ampak ker je to enostavno predrago. 72 milijonov je enostavno preveč. Za ta denar bi lahko vsak Slovenec naslednjih 36 let dobil 1 evro na leto. Letalo ne bi smelo stati več kot 12 povprečnih plač. Zakaj bi si vojaške letala lahko privoščila samo vojska? Kaj pa učitelji, zdravstveni delavci, prekarci? Zakaj si nekdo, ki pošteno dela vsak dan, ne more privoščiti popoldanskega skoka s padalom v popolni vojaški opremi? Dovolj je elitizma, oborožitvene industrije in naj bodo tanki in havbice za vse. Kar se tiče vprašanja o begu vlade, pa menimo, da bi morala vsaka vlada, tudi tista, ki beži, skrbeti za nizek ogljični odtis. Ko bomo mi bežali, vam obljubimo, da bomo bežali s kolesi, rolerji ali skiroji. In če že z letali, potem jadralnimi. A brez skrbi zaenkrat ostajamo, zaenkrat se ne predajamo, čeprav smo kot oktet, v katerem so 3 zboleli, imamo enostavno premalo glasov, mi gremo naprej. Smrt kapitalu, svoboda ljudstvu, popust na baretke, Che Guevara. Za vse pa je kriva vlada Janeza Janše. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.